v Pomurskem dnevniku. Obletnica priključitve Prekmurja. Občinski praznik občine Beltinci. Mura že drugič poražena. Koncert Slavka Ivančiča. Jutri bo oblačno. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Minuli petek je praznovalo Prekmurje. Potekala je namreč državna proslava ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Beltincih, ki je privabila okoli 2000 obiskovalcev. Več pa v prispevku. Pred gradom v Beltincih je bila minuli petek državna proslava ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostna govornica je bila predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič. Zelo sem počaščena in sem hvaležna odboru, ki pripravlja tovrstne proslave, da me je imenoval za slavnostno govornico, ker en del moje duše je v Prekmurju. Torej, radi pridete v Prekmurje? Zelo rada pridem v Prekmurje, tudi naslednji vikend bom v Prekmurju. Sem slišala, da je v Lendavi Bograč fest, tako da sem tudi tam oglasila. Posebej pa rada pridem zato, ker je vedno kaj za početi, ljudje so zelo prijazni, hrana je pa odlična. Sledil je umetniški program z naslovom Med zemljo in nebom, razsežnosti prekmurske duše, ki ga je zasnovala Mateja Kokol. Nekako sem želela izraziti to na eni strani globino, na drugi strani pa različne razsežnosti prekmurskega prostora. Čutim, da je v bistvu ta pokrajina prepletena z eno povezanostjo, z mirom, z ljubeznijo, z veliko ustvarjalnosti in tako sem želela, da so prav vsi ustvarjalci na različne načine povezani s pokrajino. Nekateri tukaj živijo, nekateri so se sem preselili, nekateri tukaj delujejo pod okriljem kakšnega društva in tako sem želela preplesti v bistvu to globino z umetnostjo, športom in znanostjo. Ob prireditvi pa je užival tudi nekdanji poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan. Bil sem navdušen, ta spoj starega in zelo modernega je bil tako lep, tako dobri izvajalci. Edino, kar je bilo slabo, da se je prehitro končalo. Kaj pa ta praznik pomeni Prekmurcem? Ja, to mi pomeni veliko. En lep spomin na naše prednike, ko so se znali postaviti za svojo kulturo, vrednote krščanstva, vrednote jezika in da smo to mi, njihovi zanamci, ohranili, da pač moramo to naprej spoštovati, prenašati v naslednje bodoče naše rodove. Večinoma vse pa še več. Praznik je res za nas Prekmurce, pa tudi za Slovence bi moral biti nekaj največjega, kar se nam lahko zgodilo, kot smo slišali tudi iz govora naše govornice in ostalih, ki so nastopali, ki so res pripravili čudovit program. Zastava visi na balkonu, mi smo že v tem nekje gor zrasli, pa probamo, da bi tudi mlade naj nekje to ozavestili in držali to, kar smo mi nekje že začeli graditi. Kako zadovoljni pa so bili Prekmurci s prireditvijo? Lepo, zelo lepo in današnji dan je bil pa izjemen. Izjemen, zelo lepo in z dobrim programom in dopadla se mi je predsednica, ko je govorila. Njeni govor je bil pa enkraten. Kako ste včasih praznovali ta praznik, pa kako ga danes? Manj se je praznovalo, zdaj nekaj let pa je to prišlo zelo gor, tako da zdaj živejo vse posodi po Ljubljani ali v Sloveniji, ki je Prekmurje, ker včasih niso vedeli. Zdaj pa vejo že vsi, tako da in pridejo v Prekmurje, ker je Prekmurje lepo, imamo kaj ponuditi. To prekmursko dušo, ne? To itak, prekmurska duša mora biti, ja, tak ali tak, ne? Ja, lepo je, lepo.
Prav tako je minuli petek na otoku Ljubezni v Ižakovcih potekala slavnostna seja s podelitvijo priznanj ob 28. občinskem prazniku občine Beltinci in dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Poglejmo si, kdo so letošnji nagrajenci. V nedeljo 17. avgusta 1919, prvo nedeljo po osvoboditvi Prekmurja, se je v Beltincih odvijal prvi slovenski ljudski tabor. Zbralo se je več kot 20.000 Prekmurcev, ki so izrazili svoje nepopisno veselje. Občina Beltinci pa je s tem namenom na otoku Ljubezni v Ižakovcih pripravila slavnostno sejo s podelitvijo priznanj ob 28. občinskem prazniku in dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tako kot je torej pred 105 leti bilo slišati iz ust več tisočglave množice obečamo, moramo tudi mi v nas samih, a tudi na glas, ponovno sklikniti. Obečamo torej, da nas bo še naprej vodil pogum, ki ne pristaja na podrejanje parcialnim interesom, ampak v ospredje postavlja interes razvoja celotne občine in vsakega občana. Obečamo tudi, da nas bo še naprej vodilo predano delo in zasledovanje cilja lepše prihodnosti za vse. Prav tako pa obečamo tudi, da je naša želja in zaveza hkrati, da naredimo občino tako, da bomo na njo vsi ponosni. Svoj govor sem začel z ljubeznijo, zato je prav, da tudi tako končam. Naj ljubezen vodi vsak trenutek vaših življenj. Čuvajte osnovno celico, družino. Gradite iskren odnos s prijatelji in znanci. In skupaj ustvarjamo pogoje za še bolj povezano skupnost. Drage občanke in občani, ob našem občinskem prazniku ter prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom vam želim čim več osebnega in družbenega napredka, čim bolj uspešno delo, povezovanje, medsebojno zaupanje in prijetno življenje v naši lepi občini. Zbrane goste je nagovorila tudi članica državnega sveta Jasmina Opec-Vreš. Poseben občutek je biti na tem posebnem kraju, na otoku Ljubezni in danes tukaj začutiti toliko ljubezni in toliko hvaležnosti na ta res prečudoviti poletni dan. Iskrene čestitke tudi v mojem imenu vsem prejemnikom priznanj za vaše delo, za vašo ljubezen do skupnosti in do svojih soobčanov. Res je, na koncu dneva je za vsako skupnost najpomembneje to, kako smo med seboj povezani, kako si vemo drug drugemu na različne načine izkazovati ljubezen in kako vemo izkazovati ljubezen tudi do svoje domovine in do svojega lokalnega okolja. In v občini Beltinci se ta ljubezen do lokalnega okolja, do domovine čuti vedno znova, ko človek pride. In jaz vam želim, da to ljubezen drug do drugega, do svoje občine in do naše domovine ohranite tudi v prihodnje. Županova priznanja so letos prejeli Polona Kovačič, Špela Kovačič, Branko Mohorič, Jožef Tivadar in Jelka Breznik. Priznanja je občina Beltinci podelila tokrat nogometnemu klubu Lipa in Francu Zadravcu. Plaketo občine pa so še prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Bratonci, Prostovoljno gasilsko društvo Dokležovje in Prostovoljno gasilsko društvo Gančani. Posebna zahvala in pohvala pa gre seveda tudi vam, prejemnikom občinskih priznanj. Priznanja naj so vam izraz našega globokega spoštovanja do vašega dela oziroma vaših rezultatov, prav tako pa naj so vam spodbuda za delo in napredek v skupno dobro tudi v prihodnje. Čisto na koncu pa nikoli ne pozabimo, kdo smo, kaj nas povezuje in kakšne so naše vrednote. Srečno občina Beltinci, srečno Prekmurje, srečno Slovenija. V programu so sodelovali folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci in dramska sekcija Kulturnega društva Lipa. Mura je v 5. krogu prve slovenske nogometne lige Telemach na domači Fazanariji gostila ljubljanski Bravo. Mura je hitro povedla z zadetkom Amadeja Maroše, a je v nadaljevanju prejela 3 zadetke zapored. Končni izid tekme je v 94. minuti postavil Srđan Spiridonović, ki je zadel za 2-3 iz najstrožje kazni. Poglejmo si izjave Murašev po tekmi. Mislim, smo dobro šli v tekmo, odprli tudi z zadetkom, se potem dobili, imeli kot nek, ko bi rekel, en blackout, dobili hitro 3 zadetke. Smo potem poskušali obrniti v drugem polčasu, če bi mogoče prej zadeli, smo imeli nekaj priložnosti, bi mogoče tekmo imela svoj drugi tok.
ampak prepozno smo dosegli ta zadetek. Bravo je bil navaren sproti napadu. Danes smo poskušali z nekoliko bolj ofenzivnejšo postavitvijo, ampak mislim, da smo videli, da tu imamo pač težave. Zgubljali smo duele, bili smo predaleč od igralcev in Bravo je pač to izkoristil, vzel hitro 3 gole. Tako da vsaka tekma se nekaj naučiš in nič. V soboto je nova priložnost. Ja, mi smo po 3-1 šli pač popoln rizik. Puščali smo več prostora v zadnji liniji in Bravo je to 2-krat, 3-krat z dobrimi protinapadi izkoristil. Sreča je Raduha branil in nas je držal v igri. Danes pač nogomet gre v tej smeri, da morajo igralci biti telesno dobro pripravljeni in on je tu nekoliko v zaostanku, zato mu tudi na tekmah doziramo minutaže. Pa res je, na koncu nam je zmanjkalo malo, kako da bi rekel, malo je zmanjkalo. Škoda, kaj da rečem, prigali smo si v prvem polčasu, drugem polčasu nekaj priložnosti, škoda, da nismo zadeli, ampak treba dvigati glavo naprej in naprej trdo delati in gremo novo tekmo. Pa po prvem golu, nerazumljiv padec, hitro smo prejeli 3 gole, težko se je to potem vrniti, ampak probali smo v drugem polčasu nadoknaditi ta zaostanek, ampak nažalost danes nam ni uspelo in gremo naprej. V sklopu soboškega poletja je prav tako minuli petek na Trgu kulture nastopil Slavko Ivančič, ki je svojo glasbo razveselil obiskovalce. Po uspešno izpeljanih soboških dnevih, ki so obiskovalce zabavali z raznolikimi dogodki, je sledilo nadaljevanje glasbenih dogodkov v Murski Soboti s soboškim poletjem. V sklopu soboškega poletja 2024 je tako minuli petek na Trgu kulture nastopil Slavko Ivančič. Ivančič je v dolgoletni glasbeni karieri prepeval v različnih zasedbah. Še najbolj ga poznamo kot glavnega vokalista poznanih skupin Bazar in Faraoni. Solistični karieri se je uspešno posvečal že od leta 2000, letos pa obeležuje že 50 let delovanja na glasbeni sceni. Preverimo še vremensko napoved za ta teden. Danes smo v Pomurju imeli oblačen in rahlo deževen dan. V Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti, Radencih in v Lendavi je bilo opoldne namerjenih 21 stopinj Celzija. Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Še bodo lahko nastajale posamezne plohe ali kakšne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 18, podnevi pa med 29 in 31 stopinj Celzija. V sredo bo zjutraj ponekod po nižinah megleno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V četrtek bo sončno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, čez dan pa med 27 in 30 stopinj Celzija. Tako, to bi bilo za danes vse. Za več informacij iz Pomurja pa vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri.